Pozdravljeni! V tem posnetku bomo predelali uvoz in izvoz. Torej, uvoz bo v zapiskih na zaslonu prikazan kot IM izvoz, pa kot EX, torej Imports and Exports. Začnimo z definicijami. Uvoz in izvoz tradicionalno oziroma v ožjem smislu predstavljata predvsem prehod materialnih dobrin čez državne meje. V širšem smislu pa se tem materialnim dobrinam pridružijo tudi storitve in pa odpravi se ločnica, se pravi, odpravi se fizična meja, fizični pogoj prehoda dobrin prek državne meje. Tako, na primer, pod izvoz štejejo tudi dobrine, ki so prodane tujim državljanom oziroma tujim gospodarskim enotam, ki jih te gospodarske enote oziroma državljani porabijo v naši državi. Kot primer lahko navedemo, da naš ribič proda ribo Italijan, Italijan to ribo zaužije in se ta riba zato šteje pod izvoz. Uvoz in izvoz pomembno vplivata na družbeni produkt gospodarstva. Poznamo tri možnosti tega vpliva na BDP. Torej, bilanca oziroma razlika med izvozom in uvozom je lahko pozitivna, kar pomeni, da se BDP zaradi tega dviguje, lahko je negativna in zato zmanjšuje BDP, lahko je pa izravnana in se njen vpliv na BDP ne čuti. Vpliv bilance lahko vidimo tudi iz naslednje razširjene formule za računanje bruto domačega proizvoda. BDP je enak porabi plus investicijam, kar je osnovna formula za računanje produkta, plus net exports, torej bilanca ali exports minus imports, oziroma izvoz minus uvoz, plus G kot government spending. Gospodarstvo ima od menjave različne koristi. V grobem jih delimo na dve: naturalni smisel in pa vrednostni smisel. Naturalni smisel je v tem, da posamezno gospodarstvo ni sposobno pridelati vseh dobrin, ki jih potrebuje. Naprimer, v Sloveniji žal ne rastejo banane ali kakšno drugo tropsko sadje, po drugi strani prav tako nimamo naprimer severnih jelirov, po drugi strani pa naprimer na Antarktiki nimajo čebel in medu. Drugi del koristi od menjave pa je vrednostni smisel menjave. Vrednostni smisel menjave je dejansko primerjava cen v domačem gospodarstvu in pa primerjava cen na svetovnem trgu. In po vrednostnem smislu menjave uvažamo dobrine, ki so v tujini relativno cenejše kot na domačem trgu, in pa izvažamo izdelke, ki so na domačem trgu cenejši kot na tujem trgu. Zakaj izvažamo izdelke, ki so na domačem trgu cenejši? Zato, ker jih lahko v tujini prodamo za višjo ceno in tako ustvarimo večji dobiček. To je jasno razvidno tudi iz grafa za koristi od menjave. Pri grafu bodite pozorni, da vsebuje dve navpični osi. Prav tako vsebuje vodoravno premico, ki predstavlja tečaj, in pa poševno premico, ki predstavlja cene doma. Premica za tečaj lahko predstavlja tudi cene v svetu. Glede na graf lahko zlahka razberemo, kateri del grafa predstavlja dobrine za izvoz in kateri del predstavlja dobrine za uvoz. Torej, če so cene doma višje od cen v tujini oziroma v svetu, bomo dobrine uvažali. Obratno, to bomo dobrine, ki so doma cenejše, izvažali. Na ta način tudi zlahka pridemo do enostavnega pregleda, kaj pomeni korist od menjave.
Korist od menjave je dejansko trikotnik, ki ga tvori poševna črta, ki predstavlja cene doma, z vodoravno črto tečaja. V našem primeru sta ta dva trikotnika pobarvana za izvoz rumeno, za uvoz pa modro. Na ta način zlahka prikažemo korist od menjave. Prav tako je smiselno omeniti, na tem grafu pokazati, kaj se zgodi v primeru, da država uporabi carine. V tem primeru umetno povišamo cene iz tujine, zato se dejansko uvoz zmanjša samo na del, ki je označen na grafu z zeleno. Korist od menjave pa lahko zapišemo tudi s formulo. KL oziroma korist od menjave je enaka net exports po svetovni ceni minus net exports po domačih cenah. Pri čemer vemo, da so net exports oziroma bilanca enaka exports po svetovni ceni minus imports po svetovni ceni oziroma izvoz po svetovni ceni minus uvoz po svetovni ceni minus v oklepaju izvoz po domači ceni minus uvoz po domači ceni. Oziroma, drug način, če želite združiti oba zapisa za izvoz, je izvoz po svetovni ceni minus izvoz po domači ceni minus uvoz po svetovni ceni minus uvoz po domači ceni. Grafično se to prikaže z obemi kvadrati, ki sem jih omenjal prej. Naj omenimo še posebna primera apreciacije in depreciacije valute. Torej, v primeru, da valuta deprecira, se tečaj efektivno na grafu gledano poviša. Se pravi, je naša valuta manj vredna napram tuji valuti, kar pomeni, da se relativno zmanjša uvoz se zmanjša, izvoz pa se poveča. Drugi primer pa je primer apreciacije valute. V tem primeru tečaj pade, uvoz se posledično poveča, saj so naše dobrine relativno dražje kot dobrine iz tujine, izvoz pa se zmanjša, ravno zaradi tega, ker so naše dobrine postale relativno dražje za svet, torej jih ne moramo v tujini prodajati z dobičkom. Pri uvozu in izvozu pa poznamo še dva pomembna indeksa cen. Te dva indeksa cen sta indeks cen izvoza in pa indeks cen uvoza. Torej indeks cen exports in pa indeks cen imports. Indeks cen izvoza se izračuna kot ulomek izvoza po tujih cenah skozi izvoz po domačih cenah krat 100. Indeks cen uvoza pa se izračuna kot uvoz po tujih cenah skozi uvoz po domačih cenah krat 100. Najlepša hvala za vašo pozornost. Upam, da smo vam tudi dobro razložili snov. Če imate še kakšna vprašanja, se prosim obrnite ali na profesorico, na asistentko ali pa kar neposredno na nas tutorje. Subscribejte, da boste sledili najnovejšim objavam naših posnetkov. Prav tako pa, če se vam je zdel posnetek zanimiv in vam je pomagal pri razumevanju, všečkajte posnetek. Najlepša hvala. Se vidimo.